Dragi otroci ter vsi ljubitelji pravljic, dobrodošli na kanalu Vrtinec ljubezni. Na domači strani Vrtinec ljubezni kliknete na seznam predavanj in z drsnikom poiščete rubriko, kjer piše pravljice za dobro jutro in lahko noč. Tu bodo zdaj nastajale najrazličnejše pravljice, ki bodo očarale vsakogar, ki si bo to želel. Nihče ni ne prestar, niti premlad, da bi poslušal pravljice. Če pogledamo najkrajšo in najbolj preprosto pravljico, ter pogledamo, o čem govori, hitro najdemo vrednote, ki so v življenju pomembne, in vso paleto čustvenih stanj, ki jih pri tem doživljamo. Od ljubezni, poštenja, dobrote, resnice, laži, veselja, pa vse do izkoriščanja, žalosti, smrti, rojstva, dobrohotnosti, ljubosumja, zavisti, bolezni in tako dalje. Pravljice so preproste vsebine, ki niso nikoli do konca izrečene, in naše življenje lahko vsak trenutek naredijo lepo in pravljično. S pomočjo pravljice spoznavamo sami sebe, iščemo potrditve za svoje ravnanje, predvsem pa spoznavamo življenje samo. Sporočilo pravljice je za vsakoga drugačno, ker smo tudi mi vsi drugačni in vsi smo osebno zase. Pravljice lahko razume vsak na svoj način in vsi imamo prav. Pravljice vedno radi poslušamo znova in znova in tako se nam avtomatično odpirajo nova spoznanja ter nove rešitve. Pravljice nas umirijo ter sproščajo našo napetost. V pravljici je vse mogoče, dogajajo se neverjetne in čudežne stvari. Zakaj preprosto ne bi verjeli vanje, ter tudi sami živeli svojo pravljico? S pomočjo pravljice lažje odraščamo. Pravljice nam pomagajo skozi različna obdobja v našem življenju in so neprecenljiva pomoč pri samem procesu odraščanja. Kajti sporočila pravljice nosimo v sebi celo življenje. Danes živimo v veliki želji, da bi nam bilo vsem dobro, sploh pa si to želimo našim otrokom. Radi bi naše otroke na vsakem koraku zaščitili in obdali z mehkobo. Vendar v življenju vsi dobro vemo, da pridejo tudi stiske in težave. Prav za vsakogar in nihče ne more temu uiti. Vsak dan se tako ali drugače soočamo z različnimi izzivi. In tudi pravljice nam sporočajo, da ne gre vedno vse gladko. In prav pravljice so tiste, ki nam sporočajo, da nikoli, res nikoli ne obupamo in se predamo. Sporočajo nam, da je vse mogoče, da so vse težave premagljive in da vedno za vsakogar ostane upanje. Sporočajo nam, da ko sprejmemo svoje izzive, se jih lotimo in vedno pride rešitev. Naj bodo pravljice tiste, ki naj nas ponesejo v čarobni svet domišljije. Pravljica je več kot resnica. Pravljica nam ne sporoča le, da zmaji obstajajo, temveč tudi to, da jih je moč premagati. Pravljica nam preprosto sporoča, če se kdaj znajdemo v napačni zgodbi, jo preprosto le zapustimo. Že kot otrok sem imela nadvse rada pravljice, poslušala bi jih neprestano.
Kot deklica sem jih rada prebirala ter jih uprizarjala z lutkami. Ko sem postala mamica, sem jih z največjim veseljem brala in pripovedovala svojima 2 sinovoma, Tev in Timu. Kot učiteljica redno berem in pripovedujem pravljice otrokom v šoli. Imamo tudi dramski in lutkovni krožek. Zdaj pa se lahko preko spleta dotaknemo vseh, ki si želijo pravljic in vseh, ki si želijo z menoj potopiti v ta čudežni in skrivnostni svet pravljice. Hvaležna sem za to. Naj bo pravljica kot poljub za lahko in mirno noč ali dobro jutro. Skupaj se zdaj zazibajmo v skrivnostni in čarobni svet pravljice. Dobrodošli v svetu pravljic. Dobrodošli v svetu, kjer je mogoče prav vse.